Rečem, pravzaprav nekako že kot otrok sem nekako bil silno radoveden, ne. Upam, da otroci ne poslušajo tegale, šola me ni pretirano zanimala, narava pa zelo, tako da sem se zelo klatil nekako najprej po gozdu nad vasjo, potem sem po naključju prišel tja pod Šmarno goro, naletel na neke plezalce, ki so imeli svojo alpinistično šolo, se z navdušenjem vključil in temu ostal zvest tako rekoč od 6. razreda osnovne šole in še danes me preveva na nek način enako navdušenje nad gorami, nad alpinizmom, nad tako imenovanimi neokrnjenimi predeli našega planeta. To me zelo privlači, zelo zanima. Tukaj v tem področju sem se gibal vse svoje življenje in te gore ne samo, da so me nekako zadovoljile v tem smislu, da sem videl, doživel več, kot lahko rečem, nek povprečen človek. Bolj mi je to pomembno, da mi je narava vedno zelo lepšala nekako življenje in lahko mirno rečem, da mi zaradi te narave, zaradi pač sveta, v katerem živimo, nikoli v življenju ni bilo dolgčas, ne. To so stvari, ki so se mi zdele pomembne in lahko mirno rečem, da ni dneva v mojem življenju, ki ne bi bil povezan z gorami ali pa alpinizmom, ne. Če že ne čisto direktno, če že nisem tam, pa vsaj posredno, tako kot nenazadnje zdajle tule v Tomažu pri Ormožu, kjer sem ravno končal eno svojih predavanj in po odzivu publike vidim, da nekako smo bili vsi nekako zelo zadovoljni. Tudi po predavanju se še nismo takoj napotili domov, ampak bomo tule ob kozarcu vina še malo poklepetali in mislim, da smo skupaj, tako z organizatorji kot jaz, kot nenazadnje tudi ljudje s svojo prisotnostjo, da smo naredili en lep večer. Ja, to je. Uspeli ste se na vse te najvišje gore na našem planetu, to se pravi, je bil vaš cilj ali? Bil je, to je eden od mojih številnih ciljev, lahko rečem. Eden je bil jasno ta, povzpeti se na vse najvišje vrhove posameznih celin, ampak to je bil eden od vzporednih, tako imenovanih mojih načrtov gorniških. Večino svojega življenja sem posvetil Himalajskim goram, ker so predvsem tistim najvišjim, torej 8000 goram, ki segajo več kot 8000 metrov nad morje in to je bila nekako moja glavna okupacija v tem mojem gorniškem življenju. Ta projekt Najvišji vrhovi celin je bil tako nekako vzporeden, ki sicer ni bil tako ekstremno zahteven, kot je Himalaja, bil je pa zaradi tega zelo barvit, ne. Pomeni, da sem obiskal vse te celine, splezal na te gore, ampak tisto, kar ima dodatno vrednost, je pa, da sem spoznaval seveda na tej svoji poti številne ljudi, številne običaje, izjemno naravo, izjemno rastlinstvo, izjemni živalski svet in to me je pravzaprav dodatno očaralo, no. To mi je nekako, kot pravim, izpolnilo življenje, tako da se res nimam nad čim pritoževati. Ste bili kdaj v hudi krizi, stiski? Najbrž velikokrat, ampak ne v tako hudi, kot da bi se lahko tragično končala, ker nenazadnje sem še vedno tu. Tu se vedno spomnim na mojega prijatelja, kolega, tudi svetovno znanega alpinista, Reinholda Messnerja, ki so ga nekoč novinarji vprašali, če bil kdaj v smrtni nevarnosti v življenju, je rekel, ne prav velikokrat, mogoče ne 100-krat, ne. Ker ta naš alpinizem je na žalost kar nevaren šport, ampak tisto, kar se mi zdi pomembno, je, da ravno s tem svojo izpostavljenostjo nevarnosti, ne, pridobiš izkušnje, ki jih drugače v življenju ne moreš, ne. Kot da se sam izpostaviš, ne. To se ne da ne prebrati, ne naučiti, ampak ko se sam izpostaviš, takrat pa to vidiš in te izkušnje, ki sem jih v tem na videz nekoristnem delovanju, torej plezanju po gorah, spoznal, doživel, moram reči, da so mi zelo pomagali tudi v tem vsakdanjem življenju. S čim pa se zdaj ukvarjate? Še stalno gore ali? Še stalno gore in pravzaprav še toliko bolj, 2 leti in pol sem namreč že upokojen, kljub temu sem zelo rad opravljal svoj poklic, bil sem športni pedagog, na eni od osnovnih šol v bližini Ljubljane sem učil. Zdaj imam pa toliko več časa seveda za gore, nenazadnje za pisanje, za predavanja, za knjige in moram reči, da s to svojo upokojitvijo sem začel na tako izjemno lepo, še lepše, kot sem si predstavljal v obdobju svojega življenja in upam, da bo še dolgo časa trajalo. Dobro, hvala lepa. Hvala tudi vam.